Climate Farm Demo je projekt, ki nudi nova znanja vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, da bi se ti lažje bojevali s klimatskimi spremembami. Prejšnji teden so se tudi pri nas torej mudili predstavniki projekta iz 27 evropskih držav. V bistvu od včeraj naprej pri nas na zbornici poteka annual meeting, to je v bistvu letno srečanje vseh partnerjev tega projekta, ki jih je 83. In v bistvu tukaj so vsi gostje oziroma vsi partnerji tega projekta iz cele Evrope. Tako kmetijski svetovalci, razne inštitucije, raziskovalne inštitucije. V sklopu projekta sodeluje tudi 1500 pilotnih demonstracijskih kmetij in njihovi kmetijski svetovalci za podnebne spremembe na evropski in državni ravni. V bistvu ta kmetija Štefana Čebaška, Prčernet po domače, je v bistvu ena izmed teh 25 slovenskih kmetij, ki so bile izbrane, da sodelujejo v tem projektu. Vsaka kmetija ima svojega terenskega kmetijskega svetovalca, ki je tudi CFD svetovalec. In v bistvu, kakor imajo kakšno vprašanje, se obračajo na njih in oni potem usmerjajo naprej evropske na te partnerje evropske, ki mogoče vejo kaj več o tem. Tokratni gostitelj Štefan Čebašek s kmetije Prčernet pravi, da so lahko videli eno butično kmetijo v Sloveniji z 20 do 25 hektarji zemlje oziroma gozda z mešano proizvodnjo, poljedelstvom, živinorejo in dopolnilno dejavnostjo. V bistvu gre za eno kompletno kmetijo, kako naj bi izgledala kmetija v Sloveniji, kar pomeni, da ima kmetija vse tiste segmente, ki so nekako že bili na kmetih. Se pravi, vedno je bila kmetija mešana, bilo je malo žit, bili so travniki. To je pomembno zaradi tega, da se kolobari, da se rastline vrstijo v enem takem logičnem, zdravem zaporedju, ki mu rečemo kolobar, kjer recimo v tem kolobarju krma za živali detelna travna mešanica predstavlja vir dušika za zemljo, rahlja zemljo in pa razpleveli njivo, potem pa vrstijo 3 leta žita, krompir, tako da v bistvu, če se tega držiš, je kmetovanje skoraj bi rekel enostavno, pa vendar temu ni tako, ravno zaradi razloga, zaradi katerega smo danes tukaj, to so podnebne spremembe. Kmetija Prčernet je torej ena od kmetij, na katerih se izvajajo prikazi kmetijskih praks in rešitev za prilagajanje kmetijske proizvodnje podnebnim spremembam in za doseganje ogljično nevtralnega kmetijskega sektorja Evropske unije. The real aim of the project is to go to the farms and to demonstrate that it is possible to implement really nice climate smart farming practices. So things really concrete with real farmers on real situation and prove that it is possible either to adapt to climate change or to mitigate the effect of agriculture on climate change. Po spomladanskih pozebah, po sušnih poletjih, po lanskoletnih poplavah, kako se torej prilagoditi nestanovitni naravi? Okolje ponagaja, tako kot sem rekel, ekstremna suša nam je uničila pridelke, krme in pa določenih ostalih rastlin skoraj 100%. Ko je pa bila voda, pa je recimo krompir potonil in plesen je naredila svoje, tako da smo imeli recimo lansko leto res slab pridelek, pa še tisti, ker je bil, malo pridelka, pa še tisti, ker je bil zelo bolan, tako da je bil izplen četrtinski ali petinski, kakor bi lahko bil. Letos dokaj normalno leto, vsaj za te zadnje leta, ki so ekstremno čudna, je pa krompirja sicer na ekološki kmetiji malo manj kot na drugih, ampak je ta zelo, zelo dober in kvaliteten, tako da smo s tistim, kar je pridelano, zelo zadovoljni. Na klimatske spremembe se je težko prilagoditi. Ne le, ker to zahteva dodatno delo, ampak v bistvu največji problem je pritisk, psihološki pritisk na kmetovalca, ki ko snuje proizvodnjo, ko dela načrte, ko ne ve točno, kaj bo naredil, kaj ga čaka, ali bo pridelek dober, ali bo potem, če bo letna dobra odkup, ali bo cena slaba. To je cel kup enih neznank, ker kmetija je tovarna, kot jo imenujejo pod milim nebom, in zadeva je zelo tako negotova v teh časih. V 6 letih, tako dolgo naj bi se izvajal projekt, se bodo odvijale demonstracijske kampanje z organizacijo 4500 demo dogodkov po celotni Evropi in za podpiranjem interaktivnega in medsebojnega učenja. Yeah, the idea is to have people organize at least 3 demo events on the farm
and have as many people coming and discussing and changing and talking about the practices and see how they could get inspired by these practices themselves, so they could, do something on their own farm. Ekološka kmetija Prčernet je torej ena od 25 demo slovenskih kmetij. Prikaz je bil namenjen informiranju o minimalni obdelavi tal, setvi vmesnih posevkov in predstavitvi dopolnilne dejavnosti, s katero se ukvarjajo na kmetiji, torej s predelavo žit. Well, because it's one of the pilot demo farms of the project, and we're here to see the first measures he has decided to pick and to try and see if it works, and then to explain to the other farmers and advisors and teachers all around the surrounding. Zanimalo nas je, ali so bila za sodelovanje v projektu kot demonstracijska kmetija potrebna tudi kakšna posebna znanja. Znanja ne, predvsem interes, da jih zanima ta tematika. To. V okviru projekta so na kmetiji Prčernet že opravili setev zimskih posevkov in pridelavo vmesnih posevkov. Ja, proti spremembam se je težko boriti, ker nastajajo v naravi. Narava je močna, vsemogočna in samouravnljiva. Moramo pa sprejemati ukrepe, kako te podnebne ekstreme preživeti, kako jih oblažiti, in sicer to delamo tako, da izbiramo semena, ki so odporna na sušo, ki so zgodna semena, se pravi, da rastline dozorijo pred poletno sušo. Če to naredimo, smo že naredili velik korak. V bistvu, ko pride ekstremno leto, je najboljše, da imamo zalogo od prejšnjih let, kar se tiče hrane za goveda in tako naprej. In kakšnim ciljem še sledijo? Z uporabo gruberja in drugih strojev želijo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. Želijo imeti večje količine pridelkov zimskih posevkov. S povečanjem trgovine želijo prodajati tako svoje kot tudi sosedove pridelke. Trenutno predelavo želijo preseliti iz hiše v stari hlev, ki bi ga primerno preuredili. S tem bi dobili še več prostora za predelavo in prodajo.